Nič ni nemogoče, dokler človek v to verjame. In prav uspešne podjetniške zgodbe so dokaz, da se za najboljše izdelke in storitve na trgu vedno najde prostor. Ob začetku jeseni se je v Ljubljani pred mestno hišo predstavila vrsta programov, s katerimi mesto spodbuja razvoj podjetništva in podjetniško kulturo, ter hkrati odpira pot domačim in tujim podjetniškim pobudam. Predstavitev aktivnosti s skupnim imenom Ljubljana podjetniško mesto je v podpori Mestne občine Ljubljana potekala v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, ki je predstavila projekt Podjetno v svet podjetništva. Projekt Podjetno v svet podjetništva je nastal na podlagi dejstva, da imamo res veliko število mladih, izobraženih ljudi, ki so brezposelni, in da mnogi med njimi seveda imajo neke poslovne ideje, ki jih je pa težko uresničiti brez nekih dodatnih poslovnih znanj, podpore, in ta projekt jim omogoča prav to. Čas, ko imajo podporo in hkrati so zaposleni, da to svojo idejo izpilijo pomoči raznih strokovnjakov in individualnih svetovanj do te mere, da potem odprejo podjetje ali se zaposlijo kje drugje. V kakšnem okviru, v kakšni dimenziji pa poteka ta projekt? Torej, projekt poteka v celotni Sloveniji, in sicer ga koordinira Razvojni center Zagorje. To pomeni, v 12 regijah se bo leto zaposlilo po 3x po 10 ljudi, torej 360 mladih. V naši regiji letos 30 in v lanskem letu 20. Danes je tipičen primer, kakšen rezultat lahko nastane, če skupaj sodelujo tisti, ki imajo na svojem področju in pogum in znanje. Torej, v okviru naše regionalne razvojne agencije, v okviru našega tehnološkega parka in stanovanjskega sklada smo omogočili mladim podjetnikom, kajti podjetnik je vedno mlad po srcu, mlad po duši, da pokažemo vsem mimoidočim, vsem Ljubljančanom, Ljubljančanom, kaj znajo naši ljudje narediti. Projekt Podjetno v svet podjetništva je sofinansiran iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Udeležencem omogoča pridobivanje znanj za razvijanje in uresničevanje njihove podjetniške ideje. Glavni cilj pa je samozaposlitev, ustanovitev lastnega podjetja ali zaposlitev v drugem podjetju. Mi imamo dom oziroma sedež v tehnološkem parku, in ko prideš v tehnološki park, nekako se ti zdi, da so samo visokotehnološka podjetja tista, ampak se ne bi strinjala. Torej, priložnost je v turizmu, v plesni šoli, v raznih storitvah, skratka biti proaktiven, prepoznavati priložnosti, in za vsak produkt ali storitev, ki ima kupca, so priložnosti neomejene. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, ki projekt izvaja, vključuje 26 občin osrednje Slovenije. 11. julija je agencija zaključila 4-mesečno usposabljanje tretje skupine udeležencev v projektu. 10 visoko izobraženih mladih je v družbi vrstnikov in s pomočjo mentorjev pridobivalo nova podjetniška znanja in veščine ter razvijalo svoje podjetniške ideje, kar se odraža v kakovosti izdelanih poslovnih načrtov, ki bodo služili kot podlaga za nadaljnjo podjetniško pot udeležencev. Sam projekt je nastajal že prej. Začeli so v Regionalnem razvojnem centru v Zagorju, kjer je ta projekt sofinancirala občina Zagorje, potem pa se je v dogovoru z Ministrstvom za delo in Zavodom za zaposlovanje projekt razširil na celo Slovenijo. Tako da sedaj poteka v vseh 12 slovenskih regijah in je to res projekt na državnem nivoju, ki je namenjen mladim s podjetniškimi idejami. Na Zavodu za zaposlovanje že 3. leto sodelujemo v tem projektu. Torej od samega začetka. Naša vloga je, da obvestimo brezposelne osebe, ki bi bile zainteresirane. Naprimer, letos smo jih obvestili kar 3000. Potem je pa naša vloga v nadaljevanju, ko se brezposelne osebe, ki se odločijo, ki se prijavijo na ta razpis, da sodelujemo v izborni komisiji.
Aktivnosti za zagotavljanje privlačnih pogojev za zagon poslovnih idej, za zadrževanje podjetniškega potenciala in spodbujanje podjetništva v srednjeslovenski regiji so spodbudile podjetniške ideje mladih podjetnikov v obliki najrazličnejših proizvodov in storitev. V okviru Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije se je na podjetniški tržnici predstavilo 15 udeležencev projekta Podjetno v svet podjetništva, ki so obiskovalce navduševali z različnimi idejami in inovacijami. Torej, kaj je vaša podjetniška ideja in s kom ste se povezali iz Regionalno razvojne agencije Ljubljana oziroma s katero institucijo? Kako so vam pomagali, kako dejansko sedaj živi? Trenutno sem v tem programu Podjetno v svet podjetništva. Prijavil sem se z idejo lesenega kolesa, ki je v bistvu cruiser oblika. Okvir je lesen, votu, tako da je lahek, 15 kg. V bistvu imamo nekaj dni na teden so predavanja strokovnjakov glede marketinga, računovodstva, ostalih podjetniških zadev. Potem imamo nekaj dni tudi samostojnega dela, da lahko delamo na poslovnih načrtih in razvijanju svoje ideje. Začel sem v bistvu tako, kot to je bil moj hobi. Prvi tiskalnik je bil lesen in pa sem tako nadgrajeval tiskalnik do te mere, da se lahko primerja z najdražjimi, najbolj kakovostnimi na svetu in takrat sem se odločil, da bi to začel tržati.